Boštjan, Čakaj, da pridemo. smo. Vi ste verjetno prvi, ki fantom lahko poveste, da Angleži pa mogoče res niso tako bav, z njimi imate nekaj izkušenj, ne? Ja, malo bav mogoče niso pokazali, ampak zelo dobra ekipa, favoriti te skupine. Seveda, mi moramo gledati na sebe in se pripraviti najboljše na njihovo igro in jaz verjamem, da fanti bojo odigrali dobro. Je Reset uspel že v tistem hadlu na sredini igrišča po koncu tekme s Srbijo? Ja, bili so malo potolčeni po tekmi, seveda, ko dobiš v zadnji sekundi gol, ni lahko, ampak že naslednji dan so fantje fenomenalno reagirali in jaz mislim, da je to že za nami in da se pripravimo dobro za njih. Boštjan, z Novo sta bila prva, ki sta takoj ostala s klopi, šla k fantom, ki so bili po tleh, v bistvu kot da se ne bi nič zgodilo. Kako si zmogel to mentalno moč pa to voljo pomagati in takoj? Takoj, če sem videl, da so 3-4 igralce takoj padal, sem štartal v teren, ker ne smejo biti žalostni. Je res, da smo dobili zadnjo minuto gola, ampak so odigrali fenomenalno tekmo in jaz mislim, da smo lahko vsi mi tukaj in na tribunah in pred domačimi zasloni, da so lahko ponosni na fante. Boštjan, kaj so te dobre stvari iz obeh tekem, tako z Danske kot Srbije, ki bo treba ponoviti pa še nadgraditi verjetno proti Angležem za dober rezultat? Prvo moramo biti fizično dobro pripravljeni in tukaj lahko pohvalim našega hudinske trenerja, da je delo fenomenalno delo na Brdu in smo bili dominantni v tem slogu igre. Seveda moramo pa gledati tudi, da držimo žoge in na te tranzicijo v napadu, ki imamo dva zelo hitra napadalca, da lahko tukaj izkoristimo. Zdaj ta nogometna matematika, zbiranje točk, seštevanje, to bomo zdaj mi novinari doktorirali v naslednjih dneh. Kako pa recimo se znotraj reprezentance temu razmisleku malo izognati, ker vi morate biti vendarle fokusirani na teren? Ja, mi se s tem ne obremenjujemo, normalno, da mogoče mi stav lahko o tem razmišljamo, ampak igralci definitivno ne, tako da bomo šli v tekmo, kot da ni matematike. Boštjan, Anglija v zadnjem krogu, koliko se ti vrti Južna Afrika? Že pred evropskim prvenstvom sem imel tem, da bo zadnja odločilna. To je in tukaj smo zdaj, hvala Bogu, da smo pripeljali, da so igralci pripeljali to poezijo do zadnje tekme in mi smo lahko samo veseli in verjamemo, da lahko odigramo res dobro. Kakšen je zdravstven karton ekipe? Vsi v redu? Ja, imajo nekateri igralci določene mehne težave, ampak nič presenetljivo. Kakšen vtis si dobil do zdaj v Angliji, recimo? Pa jaz mislim, da še niso pokazali to, kaj so zmožni in imajo pa res širok izbor igralcev, tako da pričakujemo, da bodo kaj sigurno menjali, ampak tukaj preveč odstopanja v njihovi taktiki ne bo. Kako pa komentiraš zadevo za zadetke na tem prvenstvu, da je za Slovenijo zgolj branilce? Da smo dobri. Hvala Bogu, da je tako, da zadevajo tudi obrambni igralci. Celo moštvo je zasluženo za to in upam, da se bo tudi napadalcem odprl v tem naslednjem tekmu. Sam smo tudi tebe videli dobro v vlogi branilcev. Ja, dobro, to je že šlo mimo, tako da. Kako je pa s tem šoki, vemo, kako je bilo v Afriki tista sekunda, ko ste gledali drugo tekmo, pa zdajle, kako bi pomeral vse skupaj stresno in čustveno? Pa jaz rečem, če se je takrat slabo končal, upamo, da se bo zdaj dobro končal. Takrat ni to več po obrambi izpitano. Ja, takrat je bilo. Zadnje dve vprašanje, prosim. Boštjan, branilec nekdanji, kako vidiš te svoje naslednjih reprezentanci, Jakub Drkušiča, kako se boste recimo vodili s Harryjem Kaneom, kako ostali? Pa jaz lahko rečem, da so že v prvih dveh tekmah čuvali res ekstra igralce, tako da so pokazali, da lahko igrajo proti bilo kom in jaz mislim, da tudi to tekmo lahko odigrajo na top nivoju. Kaj pa tale, rečemo, kar slovenski Keln, vemo, kaj to pomeni ta Nova, Brečko, koncert bo Siddharte spet neko navijaško romanje. To je verjetno, recimo, z nekega vraževerja ali pa pogleda naprej, torej še enkrat slovenski Keln. Sigurno, Nova je že takoj po tekmi rekel, da bo tukaj fešta bila po tekmi in da bomo šli naprej in jaz verjamem to. Hvala lepa. Hvala.